Živijo tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, kaj je največja nevarnost ali grožnja za celotno človeštvo. In to se navezuje na pogovor, na intervjuje z ambasadorjem kitajske družine rdečih zmajev, o katerem sem govoril v zadnjih 3 videoposnetkih. Kaj torej on meni, da je največja nevarnost za človeštvo? On to imenuje escapizem. Escape je pobeg, torej gre za pričakovanje, za željo, da bi ljudje pobegnili iz tega sveta. Marsikdo vidi težave na tem svetu, trpljenje, in potem si razlagajo, da je ta svet neka vrsta preizkušnja, mogoče celo oblike pekla, v katerega smo ujeti, in da je potrebno čim prej iz tega sveta pobegniti. Skrajna oblika tega pobega je seveda samomor, ko se ljudje ubijajo v pričakovanju, da ko bodo zapustili svoje človeško fizično telo oziroma to fizično dimenzijo, da bodo prišli v neko dimenzijo obstoja ali se vrnili v tisto pravo dimenzijo obstoja, kot neke vrste raja v onostranstvu, in potem bo tam vse lepo v najlepšem redu. Milejše oblike tega escapizma so čakanje na odrešenika, čakanje na vnebovzetje, na to, da bo prišel neki prerok, neki duhovni vodja, da se bo zgodil nek čudež, da se bo vrnil Jezus, ali da bodo prišli vesoljci in nas odpeljali na nek lepši, boljši planet, ali da se bo vibracija tega sveta spremenila in bomo prišli v 5. dimenzijo. Potem še bolj take subtilnejše oblike escapizma so zatekanje k raznim drogam, k mamilom, k alkoholu, razne zasvojitve, za čemerkoli, tudi za seksom, za spolno energijo. Še bolj take na videz nedolžne oblike escapizma so zatekanje v duhovnost, v meditacijo, v molitev, v astralna prostranstva, v domišljijo, ko v svojem umu ustvariš neko projekcijo, neko predstavo, da si se razsvetlil, da si postal boljši človek, da sedaj ni več nobene nevarnosti za tebe, ker si postal neko božansko razsvetljeno bitje z višjo frekvenco, da si se prepojil z svetlobo in žarki ljubezni. Pri vsem tem escapizmu gre v osnovi za ignoriranje tega sveta, za nepripravljenost, da bi se soočili z trenutno situacijo na tem svetu, da bi razumeli, zakaj zadeve na tem svetu so takšne, kot so. Ko ljudje vidijo nek problem, večinoma čustveno reagirajo z strahom, z frustracijo, tudi za jezo, in ta energija jih potem prevzame, zaslepi, zasvoji, obsede, lahko jih potegne v kakšna nasilna dejanja, večinoma pa v depresijo, v apatijo.
Ljudje se umikajo v sebe in želijo samo pobegniti od tega problema. Kar se tukaj ne razume, pa je to, da realnost tega sveta ustvarjamo vsi skupaj in da problemi so ravno zato na tem svetu, ker se ljudje ne brigamo za to, kako ta svet deluje. Ker se zanašamo na to, da nam bodo javni mediji povedali tisto, kar moramo vedeti, da nas bodo naši politični voditelji vodili, da nas bo naš pravni denarni sistem usmerjal na ta način, da se bo zagotovila minimalna stopnja miru in harmonije na tem svetu, da nas bo javni izobraževalni sistem naučil tisto, kar rabimo vedeti za življenje, da nam bodo zdravniki povedali to, kar rabimo vedeti za to, da bomo približno zdravi. Ampak kot vidimo, to prenašanje odgovornosti na druge, na nekoga izven sebe, samo povečuje probleme na tem svetu, ker s tem dajemo drugim izven nas avtoriteto, da upravljajo z nami in seveda ti ljudje ne upravljajo v interesu vseh živih bitij, v dobro vseh nas, ampak imajo seveda sebične interese. Zato je potrebno, da prenehamo z težnjo po pobegu iz tega sveta, da prenehamo ignorirati stvari, ampak da začnemo vsi čim bolj natančno, poglobljeno raziskovati, kako ta svet deluje. Da začnemo boljše izbire v svojem življenju postavljati glede prehrane, da se samostojno izobražujemo preko spletnih medijev, ki niso cenzurirani, ki govorijo o tistih stvareh, ki javni mediji nočejo govoriti, torej resnični, alternativni mediji, da se čustveno stabiliziramo, kadarkoli doživimo kakšen konflikt, da delamo na sebi, da analiziramo lastne miselne vzorce in pa da skupaj sodelujemo pri izgradnji rešitev za ta svet, da izboljšamo družbeni sistem, izobraževalni sistem, pravni sistem, pridelavo bolj zdrave hrane. Vse to je potrebno narediti, spremeniti, če želimo, da ta svet postane tak, da ne bo nobeden imel želje, da bi iz njega pobegnil. V opisu tega videoposnetka najdete tudi številne povezave do skupin, do spletnih tečajev, do rešitev, ki omogočajo vsem, da pridobijo to zavedanje, kako lahko izboljšamo svoje lastno življenje, svoje lastno počutje in da stopimo skupaj na poti izboljšanja tega sveta. Hvala za posluh in nasvidenje.